Včerajšnji doslej največji protest proti mariborskemu županu Francu Kanglerju, ki se ga je udeležilo okoli 10 000 ljudi, se je sprevrgel v nasilje. Razgreta množica je zažigala slike, metala pirotehnična sredstva, po zraku pa so leteli tudi razni predmeti. Protestnike je več 100 specialcev dokončno umirilo šele nekaj pred polnočjo, na koncu pa je bilo vsaj 30 poškodovanih policistov in protestnikov ter 14 policijskih vozil. Sicer mirne demonstracije so se v nasilje sprevrgle v času, ko je policija po 2:30 s prisilnimi sredstvi želela razpustiti skoraj 10 000 glavo množico. Potem pa so posamezniki iz množice pričeli v policiste metati različne predmete, kot so bakle, prometni znaki, koši za smeti, granitne kocke, kamenje, steklenice in palice. Med otroke in med ljudi. In kje smo danes? Sodilci, otroci, ne? Ja, to je to, kar mi plačujemo, to je Kangler. In da ga brani tokenih policajev, je pa živo. Vareni plačanci, za 600 evrov se prodaje. Tudi če kdo misli, da je anonimni organizator, je odgovoren za škodo, je odgovoren za nasilje in storili bomo vse, da se te ljudi izsledi, da se te ljudi najde in da se jih pripelje pred roko pravice. Na najmnožičnejši shod, ki se je sprevrgel v nasilje med razgretimi protestniki in več 100 pripadniki specialne enote slovenske policije, danes spominjajo le še manjše poškodbe. Sporočilo shoda pa je več kot jasno. Da bodo morali na državnem nivoju ljudje, ki so odgovorni za vso to politiko v državi, sami prevzeti odgovornosti, če jih neki manjši lokalni veljaki, politični veljaki ne znajo prevzeti. Na včerajšnje dogajanje v mestu pa se je danes odzvala tudi opozicija v mariborskem mestnem svetu, ki je že dala predlog za sklic izredne seje s ciljem razpustitve mestnega sveta in razpisa novih volitev. Znova so se podražili naftni derivati. Liter neosvinčenega 95-oktanskega in 100-oktanskega bencina je dražji za slaba 2 centa. Dizelsko gorivo pa se je podražilo za slab cent. Malenkost za pol centa se je zvišala tudi cena kurilnega olja. Ta konec tedna se bomo Slovenci znova podali na volitve. V drugem krogu se za mesto predsednika države potegujeta Borut Pahor in Danilo Türk. Volivke in volivci, ki se v nedeljo ne bodo mogli udeležiti volitev, pa so lahko svoj glas na predčasnem glasovanju oddali že danes. Predčasno glasovanje bo sicer potekalo do četrtka. S performansom Jureta Novaka, Zato sem srečen, se popoldan na drugi gimnaziji Maribor začenja 11. festival Drugajanje, ki ga gimnazija pripravlja skupaj z ljubljanskim zavodom Bunker. Prikazi raznolikosti sodobne uprizoritvene umetnosti bodo potekali do četrtka zvečer, festival pa je namenjen predvsem srednješolskemu občinstvu. Od letošnjega leta je Drugajanje vpeto v projekt Local City Global City, ki združuje 7 evropskih festivalov. V Mariboru od 25. novembra do 1. decembra gostijo umetnike z vseh partnerskih festivalov, ki bodo raziskovali Maribor, še posebej pa odnos med mestom in mladimi. Ponoči se bo dež v zahodnih krajih okrepil, jutri bo oblačno s padavinami, dež se bo popoldne razširil tudi nad vzhodno Slovenijo. Več dežja bo v zahodni Sloveniji. Temperature bodo od 7 do 12 stopinj Celzija. V četrtek bo v vzhodnih krajih delno jasno in po večini suho, drugod bo pretežno oblačno, občasno bo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. V petek bo oblačno, občasno bodo rahle padavine, po nižinah deloma dež, deloma sneg. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Mariborska opozicija namerava predlagati razpis mestnega sveta in razpis volitev. Pomoč po poplavah, športna oprema znanih športnikov na dražbi. Zakaj sta slovenski in švicarski živalski vrt zamenjala zebri? Bodite z nami ob 18.